Matej 24, 42 do 46. Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod. Vedite pa, da bi bil hišni gospodar buden, če bi vedel, ob kateri straži pride tat in ne bi pustil ulomiti v svojo hišo. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne pričakujete, ko bo prišel Sin človekov. Kdo je torej zvesti in preudarni služabnik, ki ga je gospodar postavil nad svojo služčad, da je ob pravem času, da živiš. Blagor tistemu služabniku, ki ga bo njegov gospodar ob svojem prihodu našel, da tako dela. Torej, bodimo budni in pripravljeni, ker Jezus pride. Amen. Vzklikajmo haleluja, slavo Jezusu. Vzklikam haleluja, v prisotnosti sovražnikov. Vzklikam haleluja, vere glas utiša dvom. Vzklikam haleluja, orožje moje pesem je. Vzklikam haleluja, v boj ne bo za mene gre. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Postavljen je glas, glej iz pepela, up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Vedno glasneje, od neba postavljen je glas, glej iz pepela, up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. Aleluja. Vzklikam aleluja, vse, kar je v meni, vse, kar v meni je, slavi. Vzklikam aleluja, luč je prišla, gledam temo, ki beži. Vzklikam aleluja, te skrivnosti Božji čudežni. Vzklikam aleluja, strah tu nimaš več moči. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Vedno glasneje, odmeva postavljen je glas. Glej iz pepela, up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Postavljen je glas, upanje za ta narod. Glej iz pepela, up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. Pojemo še glasneje, pojem še glasneje. Pojem še glasneje. Pojem še glasneje. Še glasneje, pojem še glasneje, v prisotnosti sovražnikov. Pojem še glasneje, vere glas utiša dvom. Pojem še glasneje, orožje moja pesem je. Pojem še glasneje,
za mene gre. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Vedno glasneje odmeval bo slavljenje glas. Vej iz pepela up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. Sklikam aleluja v prisotnosti sovražnikov. Sklikam aleluja, vere glas utiša bom. Sklikam aleluja, orožje moja pesem je. Sklikam aleluja, v boj ne bo za mene gre. Glasno bom pel, ko vihar me bo objel. Vedno glasneje odmeval bo slavljenje glas. Vej iz pepela up se rodi. Smrt je nemočna, ker naš kralj živi. On je živ. Jezus, svoje ime razglašam veri. Nad vsakom srcem mislijo. Ker vem, da li v prisotnosti je tvoj, kličem Jezus. Jezus, tvoje ime razglašam veri. Nad vsakim umom, nad vsakim umom srcem mislijo. Ker vem, da mir v prisotnosti je tvoj, kličem Jezus.
ozdravljenje, življenje je. Lomi trdnjave, luče v temi, tvoje ime. Močno ime. Razglašen s vrha gore in na ulici, Jezus luč v temi, ti si nad sovražniki. Vladaj v mojem domu, naj sveto ime do njih. Jezus, dajmo še enkrat razglašati. Razglašen s vrha gore in na ulici, Jezus luč v temi, si nad sovražniki. Vladaj v mojem domu, naj sveto ime do njih. Jezus. Tvojem imenu moč ozdravljenje, življenje je. Lomi trdnjave, luče v temi, tvoje ime, tvoje ime. Tvojem imenu moč ozdravljenje, življenje je. Lomi trdnjave, vsako trdnjavo, luče v temi, tvoje ime.
uživanje v tebi, Gospod. Zaupam ti, Gospod, razočaral me ne boš. 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 Trdna skala si. Zaupam ti, Gospod, razočaral me ne boš, ker dober si. Dober si. Dober si. Tvoja dobrota nas sledi. Hvala. Tukaj sem, priklanjam se tebi le, svoj mir imam, brez tebe propade vse, ti si ta, ki vodi me. Potrebujem te, Gospod moj, vsako uro budi moj, obramba si, pravičnost mi, Gospod, potrebujem te. Kjer greh prodre, tam milost je, kjer milost je, Hvala za tvojo milost, Gospod. si tudi ti. In kjer si ti, svoboden sem, Kristusu sem posvečen. Potrebujem
skušnjava vabi me. In ko ne zmorem več, se ti predam. Jezus, moje upanje, naj pesem dvignem tebi le, tebi, Gospod. Ko skušnjava vabi me, in ko ne zmorem več, se ti predam. Jezus, moje upanje, Jezus, Jezus. Jezus, moje upanje. Hvala ti, Gospod, da se odzivaš na naš klic, na naše molitve. Hvala, da izpolnjuješ naša srca zdaj. Mi se ti odpiramo še bolj. Izražamo ti hvaležnost za vso tvojo dobroto. Spominjamo se čudovitih stvari, ki si jih naredil za nas. Haleluja, hvala ti, Gospod, hvala ti, Gospod. Poveličujemo tvoje ime. Resnično si dober Bog. Haleluja, slavimo te in obožujemo te. Hvala, ker nas krepčaš zdaj. Hvala, ker daješ novo moč. Hvala, ker daješ novo upanje. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod, ker nam potrjuješ svojo ljubezen. Hvala ti, Gospod, da nam potrjuješ, da smo odrešeni po tvoji krvi. Hvala ti, Gospod, za Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Hvala, da nas poživljaš zdaj. Hvala ti, Gospod, za novo radost. Hvala ti za tvoj mir, ki presega vsak razum. Hvala ti za ogenj tvoje ljubezni. Hvala ti, Gospod, da smo lahko v tvoji prisotnosti. Občudujemo te, slavimo te, kličemo tvoje ime. Jezus, Jezus, ti si nad vsem. Jezus, ti si vreden vse hvale. Jezus, ti edini bodi poveličen v naših življenjih. Haleluja, slava ti, kralj, slava ti, kralj, slava ti. Haleluja, 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 haleluja. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, slava ti, Gospod,
vsa slava in čast. Dajmo vzdigan skupaj, haleluja. Haleluja, haleluja, slava ti, Jezus. Slava ti, Gospod, na veke, haleluja, visoko vzvišen si. Mogočen si, naš osvoboditelj, naš zdravnik, haleluja. Haleluja, slavimo te, kralj, na veke slavimo tvoje ime. Svet si, svet si, svet si, nihče se ne more primerjati s tabo. Jezus, sin živega Boga. Haleluja, haleluja, vladar vsega. Pred tabo se priklanjamo, pred tabo poklekamo. Haleluja, slava ti, Jezus. Slava ti, Jezus. Obožujemo te, kralj, ki prihajaš nazaj, da zavladaš vsemu svetu. Haleluja, tebi dajemo slavo in čast. Hvala ti, Gospod, da si med nami, aleluja. Hvala ti, Gospod, da si tu, aleluja. O, svet si, svet si, svet si ti, Gospod. Wow, Jezus, aleluja, aleluja. Dajmo en aplavz kralju. Haleluja, slava ti, Jezus, slava ti, Jezus. Oh, haleluja, haleluja. On je živ. On je živ, haleluja. Slava Jezusu. Haleluja. Za malo več luči bi prosil. Dobrodošli doma. Tisti, ki ste bili nazadnje, se spomnite, da smo molili nad mojo kapo za gospoda Boškota. Jaz sem tle čutil tako moč v roki, da je to bilo tako neverjetno. In v soboto sem peljal tega fanta pa njegovo mamo na obisk, sta se hotela iti posloviti, ker so rekli, da še neke 4 dni, pa. No. In jaz pa nisem šel zraven, jaz sem šel na kavico, sem rekel, sam poskrb, da se ga kapa dotakne. In me kliče, midva sva tle, skoraj par avtu, sem rekel, jaz tudi, super, evo, pravi čas. Pa pravi, vse to, kar si govoril, on je živ, on se smeji, on sploh ni boven. In sem bil tako, slava Bogu, a ne, saj sem vam rekel. Je rekel, da so njegovi sorodniki, bratje in sestre, da so že zbirali krsto za njega. On je rekel, da v četrtek gre verjetno kar domov. Tako da, slava Bogu. Pa tudi sprejel je, rekel je, nikoli ni bil za Boga, pa to, ampak je rekel, ko sem mu povedal, ljudje so molili zate, tlele imaš to, je rekel, je čist sprejel, lepo, tako da, slava Bogu. Verjamemo, da bo res šel v četrtek domov. Amen. A veste, da se je danes začel advent? Advent je neka priprava. V tradicionalnih krogih je to 4 tedne priprave na Jezusovo rojstvo. Jaz bi vam pa rad biblični advent danes povedal. In to je pa priprava ne na Jezusov prvi prihod, ampak drugi. Edina priprava, ki jo imaš v Svetem pismu, ni na njegovo rojstvo, ker to je brez veze. Jezus se je že rodil, razumeš, ko se je zdaj pripravljal na Božič, pa na njegov prihod. Ti se raje pripravljal na njegov drug prihod. Amen? Dajmo si to danes pogledati. In Samara je že začela v uvodu s tem citatom, pa s to temo. Se pravi, priprava na Jezusov prihod. A veste, da 7 znakov Jezusovega prihoda je že izpolnjenih? V bistvu
Jezus, če hoče, če ga oče pošle dol, po moje, da lahko kar danes že pride. Ne, če se to zavedate. Dajmo se pogledati, prvi znak. Evangelij se oznanja po vsem svetu. V Mateju 24:14 in oznanjen bo ta evangelij o kraljestvu po vsem svetu v pričevanje vsem narodom in tedaj pride konec. Se pravi, ko pride evangelij v vse etnične skupine, tukaj je beseda etnos, ko vsak etnos pride evangelij, takrat bo konec. In danes na svetu je Jezus že povsod. Včasih je bila Coca-Cola pred Jezusom, so ljudje več za Coca-Colo vedeli, kot za Jezusa. Danes se pa to že menja, že pa ful ljudi ve za Jezusa. Tako da je recimo Biblija je že prevedena v toliko jezikov, mislim, stvari grejo ful radikalno naprej. In še ena stvar je, ki vemo vsi dobro, koliko smo vsi povezani preko interneta. Amen? Recimo nekaj se zgodi, tam nekoga tam ubijajo na tramvaju sred Amerike, pa vsi to zvemo. Tam stolpnica zagori v Hongkongu, pa vsi to zvemo. Tako, že čez pol ure vsi to vemo. Mislim, res odštekan. Tako da jaz verjamem, da tudi evangelij je zelo podobna stvar. In jaz sem bil presenečen, recimo, med covidom, ko smo vdajali, koliko je bilo po par tažnih ljudi v živo, nas je preko Facebooka recimo live gledali. In cerkev, danes je ista stvar. Danes ljudje klikajo TikTok, pa najdejo Jezusa. Ljudje, razumete, evangelij je ful razpasen po celi zemlji, bolj kot covid. Haleluja. Tako da to je v bistvu največji znak njegovega prihoda, je, da bo evangelij oznanjen vsem etničnim skupinam, potem pa pride konec. Poglejmo si drug znak, ki ga boste tudi opazili, povečanje brezbožnosti in moralni propad družbe. Matej 24:37. Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi o prihodu Sina človekovega. V Noetovem času so ljudje ful grešili, nobene zavesti niso imeli v grehu. Ljudje so se ubijali, morili, se ga zadevali, spali drug z drugim. V bistvu je človek toliko že grešil, da so spali še z demoni in bi lahko celo izumrl ta seme človeštva in je Bog mogel narediti poplavo in je povabil samo pravične gor. Se pravi, pravičen je pa kdor verjame. Kdor je verjel, da jih bo Bog rešil dežja, ki ga prej nikoli ni bilo, se bo odrešil. In samo 8 ljudi v cele družbe, ki je bila na svetu, se je odločilo, da se bo rešil. Vsi drugi so se smejali in so bili potopljeni. In v 2. Timoteja 3:1-5 bom prebral samo 1 in 5. V zadnjih dneh bodo nastopili hudi časi, ker ljudje bodo samoljubni, lakomni, širokousti, prevzetni, opravljivi, staršem neposlušni, nehvaležni, nesveti, brezsrčni, nespravljivi, obrekljivi, nezmerni, surovi, nedobroljubni, izdajalci, vrtoglavi, napihnjeni. Veselje bodo bolj ljubili kakor Boga, ki sicer hranijo podobo pobožnosti, njeno moč pa so zatajili. Teh se izogibajo. A je to danes slika? Ful. Cerkev danes. Jaz se spomnim včasih, mi smo šli delati komorkoli zastonj. Noben ni niti pomislil, če bi te kdo vprašal, koliko sem ti dolžen, bomo rekli, kakva si ti normalen. Bi nam bilo tako ful izpod časti. Ta človek je pa res pokvarjen, da nam hoče plačati, ker smo mu pomagali. Danes si pa ful ne upaš, tako, da bi ti kdo pomagal, pa da mu ne bi nekaj denarja še dal, ki ti je pomagal. Se danes je ful narobe vse skupaj. Ful smo sebični, tako res. Tako. Ljubezen je res na nizkem nivoju. Morala je res ful padla. Koliko je ločitev, koliko je, recimo dva se poročita, ful sta si všeč. In pol pa zato, ker se je pa nekdo postaral ali zredil, zdaj pa raba že drugega partnerja. To je čist zgrešen cerkev. To je gnusoba Bogu. Bog ima isti standard od začetka do konca cerkev. Bog se ne prilagaja našim željam cerkev. Mi se moramo ful čuvati tega. In ko vidiš tako, kako je folk čist zabluzil in nima nobenega
spoštovanja božjih vrednot pa morale, pol veš, da Jezus prihaja nazaj. Ker isto je bilo v Noetovih časih. Cerkev, haleluja. Bodimo pripravljeni. To je pravi advent. Amen. Ne da čakaš, da se bo en dojenček rodil nekje. Ne ti povem, on ni več dojenček. Haleluja. Tretjič. Izrael bo spet vzpostavljen. Dajmo to pogledati. To je tretji ful velik znak, je poglej Izrael. Poglej kjerkoli narod. Noben narod se ni obdržal 4000 let. Noben, sploh ni toliko starih narodov. Recimo Kitajska ni ista, to so bile prej dinastije. Egipt ni isti Egipt, ko so bili prej faraoni. Izrael je edini narod, ki je isti narod, isti jezik, isti folk, vse lahko izslediš. Haleluja. Dobro, tle v zadnjih še Palestinci malo švercajo. Iz Filistajci pa to. Tako da, ker Izrael ima vedno še nekoga, ki mu je trn v peti, ki ga je sovražnik postavil takoj za njimi. In poglej si to, Amos 9, 14 do 15. Posadil jih bom v njihovo deželo in ne bodo več izruvani iz svoje dežele, ki sem jim jo dal, govori Gospod, tvoj Bog. Se pravi, to je obljuba več kot 2000 let stara in se ni izpolnila do leta 1948. Se pravi, mi živimo v generaciji, ki smo priča, da je Izrael spet dobil svojo državo. To je čudež, cerkev. In čim so jo dobili, so takoj bili testirani. Takoj vsi narodi okoli, Jordan, Irak, Egipt, vsi so jih napadli, cerkev. Cele vojske, avioni, tanki, cerkev nobenih ni mogel uničiti. Zakaj? Ker je Jezus rekel, da jih bo zbral skupaj in da jim bo dal državo in da ko jim bo on spet dal državo, jim noben ne bo mogel tega vzeti. Ne? Tako da, haleluja. Tako da bod, glej znamenja časa. Se pravi, veš, da Jezus prihaja nazaj. Jezus je rekel, da bo smokva ozelenela v Mateju 24 in ko smokva ozeleni, smokva Izrael, ko smokva ozeleni, veš, da je konc. Veš, da je. Ko se pa Izraelci začnejo spreobračati, pol pa boš, da se že kar v belo haljo oblečeš, pa greš na vrh strehe, čakati Jezusov prihod. Ne to delati, ampak tako, z eno nogo bo pripravljen, da boš poletel. Ok, četrti znak, ki ga jaz rekel, je povečanje vojn, nemirov in gospodarskih pretresov. Poglejmo si Matej 24:6. Slišali boste o vojnah in novicah o vojnah. Cerkev, danes je več vojn, ki jih je kadarkoli bilo na svetu. Danes ni samo Nemčija proti Angliji, ampak znotraj držav so vojne. Države znotraj sebe se fajtajo, vzhod proti zahodu, leva proti desni. Toliko vojn, ki je danes cerkev še nikoli ni bilo. Peti znak, naravne katastrofe bojo še pogostejše. Luka 21:11. In na različnih krajih bojo potresi, lakote, kuge. Recimo 100 let nazaj je bil en potres na 10 let. Danes vsak dan so potresi. In to katastrofalni. Ljudje umirajo, suše, poplave, vse živo. Cerkev, kaj je to? Jezus je rekel, ko on pride nazaj, bo tako kot porodne bolečine ženske. Se pravi, ne vem, kdorkoli, če si že bil zraven ženske ali pa če si ženska, ki si rojevala, najprej imaš tako popadek na en teden, na 3 dni. Pa imaš pa že kar 3 na dan, pa naenkrat sam voda, gremo ni hitro, gremo avto, gače, vse rdeče luči in gremo tam. In cerkev, mi smo že tle, mi smo že v avtu, haleluja. Mi že nosečnico vozimo, porodnišnico, haleluja. Razumete? In te popadki so čedalje pogostejši, čedalje katastrofe, poplave, potrese, čedalje večjih. To so porodne bolečine. Šestič, povečanje lažnih prerokov in duhovne prevare. Matej 24:11. Mnogi lažni preroki bodo ostali in mnoge zapeljali. Jezus govori o lažnih Kristusih. Cerkev, danes se poplava duhovnosti, poplava, kaj vse ti je na razpolago. Danes imaš, mislim, ni da ni. Duhovnosti je, in Sveto pismo pravi, široka je pot, ki vodi v pogubo. Samo ena pot vodi v življenje, to je Jezus Kristus. Samo en posrednik je med Bogom in človekom, to je Jezus Kristus. Vsaka druga pot je pripeljala direkt v peklo. In danes je res ful tega, ogromno. Danes imaš ljudi, ki izkoriščajo ljudi, za denar delajo. Čim ti nekdo duhovnost računa, sam bej stran. Raješ se reš, dokler se še moraš, pa kliči Jezusa, da ti odpusti, da si šel tja sploh.
Danes imaš Marsovce, ki imaš obdukcije zemljanov od Marsovcev. In slišal sem recimo ljudi, ki to študirajo, da ko človek začne klicati ime Jezus, Marsovci pobegnajo. Kaj ti to pove? Da ne gre za Marsovce, ampak demonske sile. Amen? Sploh ne obstajajo Marsovci, ne obstajajo nezemljani. Mi smo edina civilizacija, cerkev, ker Jezus je pač, bi nam povedal, verjemite mi, če bi bila še neka civilizacija. Ampak obstajajo demoni. Recimo, jaz sem zadnjič molil za našega družinskega kolega in on, ko sem mu prvič govoril o Jezusu, mi ni verjel, zato ker je rekel, da je videl vesoljsko ladjo. In pač njega ne moreš prepričati, on je videl vesoljsko ladjo, razumete, on je pač to videl in ko me je vprašal za Marsovce, sem rekel ne, sem rekel, to, kar si videl, je demonska prevara. Ko demon lahko pride v kjerikoli obliki. Pa je rekel, če pride angel v luči, ne verjeti. Pa pride ga drug evangelij, ne tak, ki sem vam jaz povedal, je pač demon v zadju. Ampak zdaj, ko je človek zbolel, me je pa prosil, če molim za njega. Haleluja. Včasih se človek reši, ko je blizu smrti. Hvala Bogu. Sem vesel za vsakega. Sam škoda življenja. Zakaj bi cel življenje verjel Marsovce šele na koncu Jezusa? Dajmo že zdaj takoj za Jezusa. Amen? Če boš kakšnega Marsovca videl, samo Jezusa poklič, pa boš videl, koliko hit bo zginil. Amen? Pol imaš, cerkev, danes je toliko prevara. Ti, ko nekaj gledaš, recimo na internetu, ti sploh ne veš, če je to res. Jaz sem zadnjič si downloadil AI Grok, mislim, da je v Delovna maska. In sva bila jaz pa Denis, tako sva se slikala zraven v Dojka. In pol, mislim, v Dojka ni bilo na sliki, sam tam nekje bil. In pol sem hotel Denis to sliko poslati, pol sem se pa spomnil, pa da bom jaz testiral tale AI. In sem AI-ju rekel, daj naredi, da jaz pa Denis zdaj greva gor, ker Jezus prihaja in midva zdaj greva že v nebesa skupaj. In pol AI tako sliko naredil, da sem še jaz verjel, da je Jezus prišel nazaj. Razumete? Naenkrat sva kar poletela skupaj gor v oblake in sem to poslal Denisu in ni mogel verjeti. Kako smo še na zemlji? Ja, to je fake, to je še vedno svetle. Ti danes sploh ne veš, ko gledaš video, je to res ali ni res. Ko AI ful napreduje, tako da cerkev prevare bojo nas čedalje bolj pogosto, v vsakem vogalu, posod. Tako da na koncu boš verjel lahko samo izvoru nekoga, ki je to objavil. Spet boš mogel vedeti, kdo je to objavil. Amen? Tako da razumete, koliko je moralnost ful pomembna. Zato se sploh, če si se do zdaj lagal, takoj se nehi lagati. Takoj, vsako laž ustav že v mislih, ki jo imaš. To takoj kontroliraj, zato ker čedalje bolj te bo duh prevare hotel zavesti. In dosti je, da ga samo malo hraniš z belimi lažmi pa tako naprej. Ti moraš biti ful agresiven proti vsaki nečistosti, nemoralnosti, lažem. Razumete, haleluja? Nepostavnost ful napreduje. Mi ne moramo biti nepostavni, cerkev. Ker noben ne ve, a se boš ti odrešil, a boš ti vztrajal do konca, če že na majhnih testih padeš. Amen? Ful slabo, amen. Bom šel raje v katoliško cerkev pridigati. Amen, hvala ti. In včeraj sem bral sem v neki mreži Nuvonex, ki me je en brat vabil iz krščanskega centra in sem mu dokazal, da je totalni fake. In sem ful presenečen, da po enem letu še vedno funkcionira. In potem sem šel pogledat malo, kaj že piše v tem mreži in sem videl na Siolu.net sem naredil analizo tega, da je ista scena, kot Konti, ki je glika razpadel. In včasih smo rekli tem stvarem Ponzi schema. Ponzi je, ko si duhovno prevaran, da finance nekam vložiš in boš ful zaslužil, pa nič ne razumeš, nič ne delaš, to so kao pasivni prilivi. Cerkev, zakaj bi ti nekdo kar denar dal? Zakaj? Noben, razumete, ljudje, ki imajo denar, so ful požrešni, ful pogotni, noben ti ne da denarja. Pozab, oni te bo raje ubili, pa tvoj denar vzeli. In točno to delajo. In v bistvu so spremenili ime zdaj, ko sem bral o tem v Novonexu pa Kontiju, sploh ne imenujo teh schem več Ponzijeve scheme, ampak pig slaughter. Pig slaughter schema, se pravi klalnica prašičev. Nekako je s tabo, sem jaz nočem biti prašič. Posebej pa ne dam pol za klan na koncu. in v bistvu so neki Kitajci, v večino teh schemah so Kitajci, ki študirajo in zdaj so se
Najprej so tam ene Slovake ukradli, zdaj Slovence ful kradejo. Pol bodo Hrvati, kjerkoli najdejo naivne ljudi, ki mislijo, da bo nekdo kar tradil njihov cash pa jim dajo cash. To ne obstaja, cerkev. To ne obstaja. Nikoli ne dati nekaj, kar nisi pripravljen izgubiti. Drugič, ne da, če ne razumeš. Ne da, če nisi preveril. Ne da, če ni kontroliran strani drugih finančnih inštitucij. Ne da, če ne moreš nekomu domov potrkati, pa videti naslov te firme, pa kam lahko greš. Jaz nobenega izdelka niti ne kupam, če fizično ne morem iti v to firmo, kjer obstaja. Tudi če so online trgovina, mora firma nekje obstajati. Kam bom jaz na vrata potrkal, mi rekel, fajn, kje je zdaj moj synthesizer, ki sem ga kupil. Razumete? Ti nobenemu ne moreš tako zaupati. Posebej pa ne v teh časih. Ker boš samo prašič, ki ga pol zakoljejo. Zakaj je prašič, ki ga koljejo? Zato, ker ga hranijo novi vlagatelji in pol, ki je dost velik, ki vidijo, ok, prašič je zdaj maksimum, zdaj ga je treba zaklati. Drugi izraz je rakpul, da ti tepih izpod nog poteknejo. Ker vidijo, da več ne bojo mogli krasti, da več novih ni, ne more se več hraniti ta mreža, samo tepih ven. Mene je en pastor je prišel sem pridigat z Norveške in prav, Klemen, daj pojdi v mojo mrežo, jaz sem že 10 urov zaslužil. Sem rekel, na čem? Prav na diamantu. Sem rekel, ja? Ja, lej, 300 evrov je diamant, 300 evrov kupaš ta diamant in si del mreže in pol pripelaš še 2 nova, vedno, ko moraš še nekoga pripeljati, ti mora že alarm iti gor. Ker če je produkt dober, se mora sam tržiti. Ne, da se trž na novih ljudeh. Ker pol več ni produkt v igri, ampak denar ljudi, ki so ga nekje zaslužili, pa ful garali za to, da bom jaz zdaj njihov cash dobil. In sem dal ta diamantno analizo in ni bil vreden 300. Jaz bi mogel dati 300 evrov za ta diamant. Cerkev, diamant je bil vreden 30 evrov. To takoj veš, to si spet prašič zaklanje. In potem sem temu pastorju rekel, stari, bejš čim prej ven, to je prevara, ponzijeva schema, ta diamant je vreden 30 evrov, ti si ga kupil za 300. Ne skrb, pust, ti bom jaz kupil diamant, ti samo 2 nova pripel. Rekel, stari, tvoj Bog je denar, ne Jezus, sorry. Ne me več kontaktirati nikoli. Nočem nič imeti s tabo. Razumeš, ne moreš služiti dvem gospodarjem, in Bogu in denarju. Haleluja. Poglej zdaj naprej. Se pravi, to so prevare, cerkev, prevar je danes, cerkev, verjamem samo to, kar sam lahko preveriš, amen. Kar lahko sam prebereš v Svetem pismu, amen. Imej par bratov in sester, ki jim zaupaš, haleluja, amen. Mol, da boš imel vsaj 4 frende v cerkvi, ki ti bojo lahko rekel, kaj narobe delaš, amen. Če nimaš nobenega, ki ti lahko reče, da nekaj narobe delaš, pol si na ful spolskih tleh. Amen. Da samo ti veš, kaj je prav. To je To je zelo nevarno, res. To je, kot da se s Hondo Goldwing po ledenem jezeru voziš. Prvič je ful težka, pa še nima nobenih sposobnosti. Čim kaj drsi, že 2 peska tam pa se razsuješ. Razumeš, rabaš ljudi, ne moreš. Cerkev prevarje, če dalje več. Ok, dajmo se pogledati, če je zadnji znak. Ampak cerkev, to nas razveseljuje, ker vidimo, da živimo v poslednjih časih. Amen? V bistvu živimo v poslednjih minutah, v poslednjih urah. Poglejte si še zadnji znak. V Mateju 24:12, ker se bo nepostavnost pomnožila, se bo ljubezen mnogih ohladila. Se pravi, zato, ker se krivičnost razmnožuje, ljudje, njihova ljubezen postaje hladna. Zakaj? Ker nobenemu več ne moreš verjeti, nobenemu več ne moreš zaupati. Prizadet si bil, krivica se ti je zgodila in brez Jezusa si res pač ful v problemih. Ker kako boš dal ljubezen, če jo nisi sprejel? In zato je toliko dober ta citat, ki je tudi Truba rekel, da je bistvo evangelija, Janez 3:16. Bog je tako ljubil svet, amen. Da je kaj naredil? Da je dal, amen. Ni rekel to naredi, tisto, ni ti vse prišel vzeti. Mi dostikrat pridemo, Bog ti bo vse vzel. Ja, vzel bo vse tvoje smeti, vse tvoje bolečine, vse tvoje stiske, rane,
krivičnosti, amen, vse tvoje nečistosti bo vzel nase, haleluja, to je naš Bog, amen. Te pa dan neokrnjeno Božjo ljubezen, ki prava ljubezen cerkve je nesebična. Preber si 1. Korinčanov 13, to je naš Bog, ljubezen dobrotljiva, ni nevoščljiva, vse opraviči, vse veruje, vse upa, amen. To je ljubezen, ki je v nas, je Božja ljubezen. In ljubezen je, da se ti vključiš v življenje drugega človeka, ne za svojo korist, ampak za njegovo, amen. Probi to razmišljati naslednjič, ko si z nekom, a sem tukaj zato, ker hočem korist za tega človeka ali pač samo zase. Amen. Drugič, če bi rad videl tako, če hodaš v ljubezni, se samo vpraš, a jaz to zdaj delam iz ljubezni ali iz strahu, ker v popolni ljubezni ni strahu. In pol pač tako malo skeniraš svoje življenje vsake toliko časa, da vidiš, da res vse, kar delaš, delaš iz ljubezni, ne iz strahu, ne iz sebičnosti itd. itd. Amen. Preverimo si cerkev, haleluja. In to je dober advent. Amen. A sem dal dobro adventno sporočilo? Upam, da vam nisem pokvaril Božiča. Ok, dajmo si zdaj pogledati 6, to je bilo 7 znakov, da res Jezus prihaja nazaj. In to je res dobro vedeti. To je bilo eno prvih učenj, ko sem sprejel Jezusa leta 92, sem šel na en kamp in je bilo učenje cel vikend in je bilo v poslednjih časih, jaz sem bil toliko navdušen, da jaz, ko sem prišel, jaz 3 dni sploh domov nisem šel. Jaz sem šel do vseh frendov, da ja ne bo kdo zamudil Jezusovega prihoda. In sem jim vsem razlagal, lej, potresi, jaz sem imel grafe, koliko je potresov bilo v letu 92, pa koliko jih prej v 100 letih in jih je bilo v letu 92 več kot v 100 letih prej. In sem razlagal folku, da Jezus prihaja, glede samo na statistike, koliko bolj šele danes to resnično, po 33 letih. In še toliko bolj smo blizu, haleluja. Jaz verjamem, da večina nas ne bo naravne smrti umrla, res. Ker ne verjamem, da bo še toliko dolgo trajalo. Res, verjamem, da ta zadnji znak, ki itak so že vsi izpolnjeni, že kar par desetletij, ampak ta zadnji znak je pa ta evangelij kraljestva, bo pričevanje v vseh etničnih skupinah. In to je pa Pavel rekel, pospešujte njegov prihod. Vsakič, ko mi, ko se skupaj dobimo, ko povamo koga v cerkev, ko objavimo posnetke, ko govoriš komu v Jezusu, ko greš na morje, pa tam enemu tujcu govoriš, ali ko nekaj objaviš na spletu v Jezusu. Karkoli delaš, pospešuješ njegov prihod. Vedno, ko pridigaš evangelij, bo še pospešuješ to, da Jezus nazaj pride. Ok, prvi korak, kako biti zdaj pripravljeni res na njegov prihod. Ker naj ti povem, tudi če ne boš Jezusa, lahko da ga še 1000 let ne bo, to je res. Lahko da bo še 1000 let trajalo. Torej, zato ker noben ne ve dneva pa ure. Tako da, če si začel na faks hoditi, hod do konca. Amen? Če si pač planiral družino, da boš imel 3-4 otroke, pa vzel kredit za hišo, vzem, amen, ker ne pa pride do mene, da sem ti govoril, da nič ne rabiš delati več, ker jaz pride zdaj ga pa že 10 let ni, ti si pa že ful v Božju in zdaj denar prosiš na Metelkovi. Ne, pač lahko da ga še 1000 let nov, to je realnost. Okay? Sam ta verjetnost, da ga ne bo, je zelo majhna, okay? Ampak je pa verjetnost, tako da vsem. Božja beseda nas ohrabruje, da delimo. Piše, kdor ne dela, naj ne je. Zakaj je to Pavel rekel? Veste, komu je to rekel? Ljudem, ki so mislili, da bo Jezus nazaj prišel in so nehali delati, Tesaloničani. So nehali delati, so šli na streho in so čakali njegov prihod. In malo so ga žurali, malo grilali, malo slavili, malo Hillsongi gor, grill, šef ga kliče, kva noš prišel na ših, pa kva si ti normalen, stari, če Jezus prihaja nazaj, delite vi bedaki. Jaz sem tlele na strehi, haleluja. In pol je pa rekel, vsi dol strehe, nazaj na šiht, fantje. In pol mi je rekel, kdo ne dela, naj ne je. In pol pa ne moš dolgo čakati Jezusovega prihoda, če ne ješ. Etko. Dokler je grill, pa to še lahko čakaš, pol pa malo težje. Ene 3, 4, 5 dni še zdržiš, pol pa že... Jaz sem se ful najedel v Turčiji. Polni penzion, wow, lahko bi tam čakal še 10 let, sam pač. Ok, prvi korak, živi budno in trezno. Matej 24, 42. Bodite torej budni,
kaj ti ne veste, kdaj pride naš Gospod. Sprav, ti ne moreš reči, vsega še ne bo zdaj, bom še malo grešil, bom še malo lenaru, ne bom toliko se posvečeval Bogu in tako naprej. Lej, ne biti neumen, lahko danes pride. Amen. Kako bi ti živel, če veš, da bo danes prišel? Tako moraš vsak dan živeti. Vsak dan, haleluja. A bi kaj drugače naredil, če bi vedel, da Jezus pride čez en teden? A bi kaj drugače naredil? Če bi polkar naredil drugače. Tudi če ne prišel čez en teden. Bož, da se to vprašaš, haleluja. Bodite, to pomeni, da si buden. Amen. Kaj pomeni, da si buden? Dajmo se pogledati v Mateju 25:10 do 13. Matej 25:10 do 13. Medtem, ko so šle kupovati, pa je prišel ženin in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Poznaje so prišle še druge device in govorile, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril, resnično povem vam, ne poznam vas, bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Sprav, Jezus tukaj budnost, imamo 5 modrih pa 5 neumnih devic. Neumne so te, ki nimajo svetega duha, modre so te, ki imajo svetega duha. Se pravi, olje v svetilnicah. In cerkev, kdaj je sveti duh prišel vate? Ko si sprejel Jezusa. Predtem si bil samo lampa, ni bilo nič v tebi. Cerkev, mi smo mrtvi, dokler ne sprejmemo Jezusa. Ti si še rodil nisi. Si šel na faks, si šel v šolo, si vse živo že naredil, ampak ti si še vedno mrtev. Hodaš v kost, 2 nogam, samo ti si duhovno mrtev. To je prvi korak, če hočeš biti buden, moraš se na novo roditi. Ne misli, da sam zato, ker si kristjan, da si odrešen. Koliko ljudi misli, jaz sem bral pričevanje Kenneth Hagina, ki je šel v peku, ki je bil star 17 let. In ki je na poti dol v peku drvel, ki je imel nek meningitis, je začel piti, Jezus, jaz sem član baptistične cerkve, jaz sem vse živo, nič ni deloval cerkve. Ker samo Jezus te lahko odreši. Bod siguren, da si sprejel Jezusa. Ni važno, ali so tvoji starši verni ali ne, važno, da si ti veren. Vere ne moreš podedovati od staršev pa od babice. Ne moreš biti, razumeš, da ti sam se moraš odrešiti. Ti lahko podeduješ hišo, lahko avto, lahko stvari podeduješ, ne moreš pa duhovnost, ne moreš pa novega rojstva podedovati. Moraš sprejeti, sam se moraš odločiti, da boš predal življenje Jezusu. Amen? Če ne bo šel v peku, če ne bo Jezus prišel nazaj in bo vrata zaprta in on bo rekel, ne poznam te sploh. Pa boš rekel, pa kako, pa skozi sem bil z mamo v cerkvi, pa tam sem pometil, pa čistil, pa slavil sem tam. Ja, lej, nisi se na novo rodil, nisi predal življenje Jezusu. Kaj pomeni biti trezen? Dajmo si pogledati v Efežanih 5:15. Skrbno torej živite, ne kot nemodri, ampak kot modri, skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Zato ne bodite nerazumni, ampak spoznajte, kaj je Gospoda volja in ne opijanjajte se z vinom, v čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje Sveti Duh. Aleluja. Sploh, če bi rad bil trezen, se izpolnjuje Svetim Duhom. Amen. Zakaj se ljudje opijanjajo? Zakaj ljudje rabijo travo? Zakaj rabijo mamila? Zakaj rabijo tablete? Zakaj rabijo vse živo? Je zato, ker nimaš Svetega Duha. Sveti Duh je edini original, vse ostalo je kopija, ki te zveže in udali stran od Boga. Meni bi bilo da bi v Bibliji pisali, če si zaskrbljen, prižgi en joint, ti bo ful odlegal, ampak to je prevara. To ti bo odlegal sicer, lahko da boš imel bad trip, lahko da boš bruhal, lahko da, recimo, mene joint ful pasil, jaz sem 5 let kadil, nisem mogel biti brez trave, ampak ko sem sprejel Jezusa in sem spet prižgal joint, jaz samo rekel, ne rabaš več tega in sem videl zelenega demona, ki je skočil ven iz mene. Se pravi, vse te druge stvari so demonske. Jaz, hvala Bogu, jaz kaj en kozarec vina spijem, če je bil dober kosil, že včasih enega še lahko spijem, drugega že, ko mi natočil, me tako v čelo začne, bum. A se vam tudi to komu dogaja? Aleksandar, ti? A pa je pa neka zaščita na mene. Takole, bum. Bum, in pol vem, če bom tole spil, me bo ful glava bolela. In pol včasih, veste ko je, dolg si tam, cel dan traja. In ti dolg čas, in reče, dobro, malo bo samo kam. In pol vidiš, da si pa le spil tisti kozarec. Cerko, jaz naslednji dan, nič mi ne pomaga, aspirin, nič mi ne pomaga, glava me ful boli, vse.
Vse gre narobe. Zakaj? Ker sem spet odprl vrata demonskim silam. Razumeš, da nič ni nedolžno. Samo Sveti Duh je nedolžen. Amen? Lahko si ful zadet, pa nič te glava ne boli. Amen? Meni so dostikrat policaji dali zapihati, ker so videli, da sem čist zadet, ker sem šel ven iz cerkve. In pa nisem mogel vedeti, da sem 0-0 napihu. In že dostikrat sem mi obljubili, da sam zaradi tega bojo prišli v cerkev. Haleluja. Da vidijo, kje je ta droga, ki nič ne pokaže. Haleluja. Haleluja. Se pravi, bod buden in bod trezen. Zakaj? Matej 24:44, njegov prihod bo nenaden, sin človekov pride v buri, ko ne mislite. Prav, on bo prišel. Ti recimo zdaj si ful pripravljen, pa boš pa na enem žuru, pa boš spil liter vina, pa boš pozabil, da Jezus prihaja nazaj. Pa bolj, ko piješ, bolj pozabljaš na Jezusa in on takrat pride. Neugodno. Bod buden, amen. In drugič, bod trezen. Nič ni narobe, če si trezen. Amen, ne rabiš se ga zadevati, verjem, da ne. Če čutiš, da se rabiš zadevati, sam pridi v Božjo prisotnost. Amen. Malo se zadeni s Svetim Duhom, začni slaviti Jezusa. Haleluja. Ok, drugič, se pravi, kako živeti v poslednjih časih. Bodimo budni, bodimo trezni. Drugič, brez strahu. To je ful pomembno. Luka 21:26. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride. Se pravi, strah bo ena dominantna emocija poslednjih časov. Ljudje bodo polni strahu. Ko vidiš strah, se mu upri tako kot kugi. Strah moraš ful odbiti od sebe. Nikakor, res, strahu nikakor ne sprejeti. Zato v 2. Timoteja 1:7 piše, Bog nam ni dal duha strahu, ampak duha moči, ljubezni in zdravega razmišljanja. Amen? Zato reči, duh strahu stran od mene, ker to je duh. Amen? To ni emocija, to je duh, ko vpliva na tvoje emocije. In zato mu kar reči, strah stran od mene. Ne živeti v strahu in potem skeniri svoje srce, a delaš kaj iz strahu ali iz ljubezni. Če vidiš, da je iz strahu, spet nehaj to delati. Deli samo iz ljubezni. Ker ni iz ljubezni, ne delati. Recimo vsakič, ko se zasmeješ neumni šali iz strahu, da te bojo zavrgali iz družbe, si že naredil kompromis. Raj bod ful, smrtno resen, kad ti nekaj ne všeč. Amen? Ne se vsi jezijo na tebe, zakaj se ne smejiš. Probi to, boš ful začel uživati v tem. Amen? Jaz se imam ful fajn tako. Sam pa se že ljudje navadijo. Rabo še eno nove frende, ki hitro te odkrijejo. Ok, gremo naprej. Ohrani čisto srce in svetost. Posvetite se, kajti brez posvečenja nihče ne bo videl Gospoda. Se pravi, če bi ti rad se družil z Bogom, pa da bi rad gledal, kaj ti Bog kaže, pa govori, moraš živeti sveto življenje. Amen? Moraš se posvetiti. Kaj to pomeni? Kaj pomeni se posvetiti? Pomeni, da si se odvojil od stvari, ki te vlečejo stran od Boga. Se pravi, vzemi si vsak dan nekaj časa, da si sam z Bogom. Ne misli, da si toliko duhoven, da sploh ne rabiš moliti pa biti v Božji prisotnosti. Ne misli. Ne misli, da si toliko svet, da ne rabiš sploh imeti časa za Boga. Da lahko že to, ko si zobe umivaš, vse odmoliš, pa greš naprej. Ne misli to. Vzemi si čas za Boga. Posebej, če bi rad videl Gospoda. Eno je, da si odrešen, drugo pa, da ti si v stiku z njim. Amen, da se ti vsak dan srečuješ z njim. In to je živa vera. Živa vera je, jaz sem danes govoril z Jezusom. Amen. Mene je vsem kvas, da ti meni nakladaš. Jaz sem danes bil na vezi. Razumeš? To je pa malo več kot religija. Amen. To pa zahteva posvečenje. Se pravi, da si je odvojil od enih stvari. Razumeš, če cel dan se smetmi filaš, gledaš take stvari na televiziji, ne vem, kva vse delaš, to ti vse krade, to, da ne vidiš Gospoda. In več, ko smo v poslednjih časih, še bolj rabimo to. Četrtič, ustrajaj do konca v veri. Matej 24:13. Kdor bo ustrajal do konca, bo rešen. Cerkev ni, bolj ko vse živo nas napada, haleluja, mislim, bolj verjem Bogu. Amen? Ustraj, haleluja, teč maraton.
Sveto pismo pravi v Hebrejcih 11:6, brez vere je nemogoče biti Bogu po volji. Hvala Bogu. Amen. Se pravi, sam verjem. Amen. Vera je pa res ful nadnaravna stvar in zahteva tako kot rastlina, da jo zalivaš, da jo čuvaš pred sovražniki in tako naprej. Petič, ne zapuščaj srečanja vernikov. A veste, da to prav piše za poslednje čase? Poglejte si to. Ne zapuščajte svojih shodov, toliko bolj, ko vidite, da se približuje dan. Prav bolj, ko vidiš, da se približuje Jezusov prihod, bolj se drž cerkve kot klop, razumeš? Ko te začne driska, preden bi mogel v cerku, glava te boli, 100 ljudi ti pride na vrata trkati, raznih obiskov. Ja, prid sem z vsemi obiski pa toalet papirjem. Amen. Haleluja. Amen. Se vsem, če malo smrdiš, nima veze. Boljš, kada od Boga odpadeš. Amen. Haleluja. Cerkev, jaz ne morem brez cerkve biti kristjan. Dolg časa. To je tako kot hlod, ko ga vržeš v kamin. Se lahko gori sam, ampak ne dolg. On rab še brate, sestre, da not gorijo. Haleluja. Da smo skupaj na ognju za Boga. Jaz sem tega brata, ki ga že 1 let nisem videl v cerkvi. Prej bil pa v cerkvi 30 let. Lansko let je nehal hoditi. In pa sem rekel, pa dobro, pa zakva zdaj te ni, mislim. A smo te užalili? Jaz napravim, smo te užalili, kaj narobe, kva je bilo. In doskrat ljudje, ki so užaljeni, ti novi tega povedali. A ste opazili to? Doskrat ljudje ti nikoli ne bojo, mislim, redko kdaj ti bojo ta prav razlog povedali, zakaj jih ni. Zato se moraš malo čas vzeti. Zato jaz sem ga povabil, ne vem, na neko pijačo, sem malo družen z njima, razumete? In pa sem to še enkrat mogel ponoviti, da sem še malo globe prišel. In pa sem videl res, da mu ni pomoči. Ker rekel, lej, Bog je šel ful naprej, on ni več v cerkvi. Jevusa ni več v cerkvi. Jevus je šel že ful naprej. Cerkev, to veš, to je laž, ker ni v skladu z Božjo besedo, razumeš? Jevus je glava telesa, mi smo njegov telo. Amen? On ne more kar glava iti ven iz telesa nekam. In pa si rekel, daj povej, kam je šel, da gremo še mitja. Povej, kam, stari, kje je, da gremo tja, amen? Ne bi tak hinavc, pa sam ti biti z njim. Haleluja. Nikamor. Ja, nikamor. Ok, in zadnja točka oznanjuje evangelij. Cerkev, to je pa bolj pomemben, kot kadarkoli prej. Evangelij je dobra novica. Oznanjuje dobro novico. Amen. Dajmo to pogledati. Matej 24:14. Ta evangelij kraljestva se bo oznanjeval po vsem svetu, vsem etničnim skupinam, v pričevanje in tedaj pride konec. In poglejmo si še Daniel 12:3. Poglej si to. A bi rad kdo od vas bil zvezda? Jaz sem povem, vsak od nas je lahko zvezda. Vsak. Ampak ne rabimo biti zvezda od ljudi v svetu, ampak od Boga. Amen. A bi rad, da Bog reče, wow, ti si pa zvezda. Amen? Aleksandar, da jaz reče, Aleksandar, ti si zvezda. Haleluja. Mene vsaj kva drugi govorijo, ampak jaz vem, ti si zvezda. In pol praviš, pa zakaj? Jaz sem šel na inštrukcije, pa je ona rekla, da sem ful brez posluha, da nič mi ne gre. Probal sem, šel sem na talente, pa so se mi smejali. Lej, kako si lahko zvezda. Poglej si. Daniel 12:3. Tisti, ki mnoge privedejo k pravičnosti, bodo svetili kakor zvezde na vekov veke. Haleluja. Amen. In potem nekje prav, da vstajenje bo ful različno, da nekateri bojo svetali kot 1000 zvezd. Amen. Nekaterih vstajenje, svetloba vstajenja bo pa pač malo manjša. Tako, kot se zvezde razlikujejo, ene ful žarijo, ene malo manj. Hvala Bogu, sploh, da si zvezda. Amen. Hvala Bogu. Hvala Bogu, zato ker sta samo dve poti. V Mateju 25:46 prav, ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Hvala Bogu, sploh, da si pravičen. Pravičen si s tem, ki si verjel v Jezusa. Amen. Noben ni pravičen s svojo pravičnostjo.
To piše, da naša lastna pravičnost je tako kot umazana cunja pred Gospodom. Jaz ko mi čakam, da žena nazaj pride, da začne malo pospravljati doma, ko jaz pospravljam, to je katastrofa, cerkev. Jaz imam že v vseh vogalih hiše, nekje imam kavo polito, nekje imam nekaj. In pol, niti opazil nisem, in pol sem videl nekaj in sem začel pucati. In pol cel dan sem nekaj smrdel in sem videl, da je pa una cunja, ko sem jo prijel, sem mi zažrl ta von od nje v roko in valjda kamarkoli se šel, je šla moja roka z mano. In pol ta roka gre takole malo v lase, in pol sem videl, da je pač isti von kot uni cunji je z mano. In to je naša pravičnost, cerkev. Piše, da naša lastna pravičnost so kot umazane cunje. Pravičnost, ki je pa odrešilna, ko odreš tvojo dušo, je pa po veri v Gospoda. Amen. V to, da je on plačal ceno zate. In če še nisi sprejel Jezusa, jaz bi rad danes to molil s tabo. Haleluja. Kdorkoli, če si tukaj, pa da še nisi predal življenje Jezusa, naj ti povem, raj to danes naredi, ker res, lahko Jezus pride nazaj, preden boš ti domov prišel. Lahko rečeš, bom jutri sprejel, pa bo Jezus prej prišel. Lahko, da Jezus ne bo prišel, pa boš ti pozabil, ali pa boš jutri rekel spet, bom jutri. Ampak zato Sveto pismo pravi, danes, če zaslišite njegov glas, danes je dan odrešenja. A je kdo tukaj, da še nisi sprejel Jezusa? Lahko samo dvigneš roko, bomo skupaj molili s tabo, da sprejmeš. Haleluja, dajmo en aplavz, bravo. Ok, ja, lahko priješ naprej. Pa kdorkoli, če bi rad zdaj sprejel Jezusa, lahko priješ naprej, pa bomo skupaj molili. Haleluja, ker Sveto pismo pravi, kako te ime? Teja, živa, blagoslov. Čestitam. Kdorkoli, ja, lahko še band pride. Kdorkoli, če bi še kdo rad sprejel Jezusa, lahko priješ zdaj naprej, bomo molili skupaj. Drugače pa bomo zdaj uradni del zaključimo vedno ob 6:30, 18:30 zaključimo uradni del, za vse, ki morate domov, šola in tako naprej. Kdor pa lahko ostane, se lahko še družite tukaj, imamo tamle kavarno in tako naprej. In imamo še malo časa v slavljenju in molitvi, tako da kjerokoli potrebo imaš, če bi rad, da kdo mol zate, lahko priješ naprej, če bi rad sprejel Jezusa, lahko priješ naprej. Ampak dajmo skupaj z našo, kako te že ime? Z našo prijateljico Tejo danes sprejeti Jezusa. Amen? A lahko vsi skupaj molimo, pa še ti mol Teja. Sam predstavljaj si, da te Jezus posluša. Reči, Jezus, jaz ti verjamem. Hvala, da si ti umrl zame. Da si odnesel vse moje grehe na križ. Jaz verjamem, da si tretji dan vstal od mrtvih. In danes te sprejemam za svojega Gospoda in rešitelja. Jaz sem zdaj Božji otrok. Hvala ti, Jezus. Amen. Slava ti, Jezus. Amen, bravo. Čestitam.